Začnemo. Evo, Roman, beseda je tvoja naprej. Hvala lepa, Branka, hvala lepa turističnemu društvu Dobova za vabilo, da sem lahko prišel med vas. Kdo ve, zakaj sem prišel danes med vas, kakšen je namen? Povej. Zato, da pokažete, kako se oživlja. Zakaj pa potrebno oživljati, kdo to ve? Čakaj, veš še kdo drug, zakaj je potrebno oživljati ob zastoju srca? Povej ti. Zato, če kdo umre, da mu reši življenje. Točno tako, bravo. In če mi ne znamo oživljati, ko nekdo doživi srčni zastoj, kaj se zgodi? Umre. To pomeni, da je zelo pomembno oživljanje. Vsi vemo, ko človek pade v nezavest, zaradi zastoja srca po 10 do 15 sekundah, kaj možgani ne dobijo, potem, ko srce ne deluje? Kisika. Bravo, bravo. Kdo je to vedel? Vi trije, vi dva. Bravo, en aplauz, prosim, nagradimo sami sebe, ker smo tako dobri, pa dobro znamo. Tako, naši možgani ne dobivajo zaradi zastoja srca več kisika. In možganske celice pričnejo kaj? Odmirati. Tako. In po 4 minutah po 4 minutah možganske celice začnejo že tako odmirati, da tudi če nekdo preživi, lahko ostane kaj invalid, ima že tako poškodovane možgane, da več ne more funkcionirati normalno. Po 10 minutah, ko so možgani brez kisika, je človek dokončno mrtev. Tudi profesionalci, ko pridejo ekipa nujne medicinske pomoči, več ne more človeku pomagati oziroma ga oživeti. Zdaj mi razumemo, zakaj je pomembno to oživljanje. Zakaj? Da ne umre človek, to smo rekli na začetku. Pomembno je, mi laiki, da znamo oživljati zaradi tega, da pridobimo na času. Tudi, če mi ne uspemo človeka oživeti, ga bomo vzdrževali v tako dobrem stanju, da ga bojo oživeli profesionalci oziroma ekipa nujne medicinske pomoči oziroma kdo? Tisti, ki so v rešilcu. Je tako, vi veste za rešilce. To meni, če ga mi ne bomo uspeli, ga bojo najverjetneje, oziroma velika možnost je, da ga bojo oživeli oni. S tem, ko mi pritiskamo na srce, kaj počnemo? Pumpamo, oziroma srce je kot črpalka. In mi, ko pritiskamo, blazino ste pumpali že? To pomeni, z nogo, z roko pumpamo, isto je srce. Ko srce ne deluje, ko mi pritiskamo na srce, je srce kot črpalka, poganjamo kri po telesu. In s tem, ko poganjamo kri po telesu, možgani dobivajo, kaj smo rekli? Kisik, bravo. In potem, če dodamo še umetne vpihe, kaj so umetni vpihi, povej? Ne veš, ne, otrkla moj roka, dobro, v redu je, bravo. Zakaj? Da pihaš mu na usta, tako je. S tem, ko naredimo vpihe, dodamo organizmu še dodatni kisik. Nekdo mi je rekel že na številnih takšnih predstavitvah, ki sem jih že izvedel, da nima smisla dajati vpihe, ker ko človek izdihne, več v izdihanem zraku, češ, da ni več kisika, da je brez veze oziroma za manj. To ne bo držalo. Zrak je sestavljen iz 78% dušika, 21% kisika in 1% ostalih plinov. In naše telo ob dihanju uporabi koliko procentov kisika? To se še niste učili verjetno, ne? 5% kisika. To pomeni, če je v tistem dihanem zraku bilo 21% kisika, smo izdihnili ven še 16% kisika v izdihanem zraku. To pomeni, da še vedno je kisika v našem izdihanem zraku. Je tako, smo to ugotovili? Smo. To pomeni, da je idealno, če damo koliko pritiskov na prsni koš? 30, pa potem 2 vpiha, da je to tudi pomembno. Je tako? In 2 vpiha. In potem ponavljamo, smo rekli, 30 stisov na kam? Na srce, na prsti koš, tam, kjer je srce. Tako? In potem 2 vpiha. In spet. 30 stisov, 2 vpiha. To ponavljamo. Kako dolgo to ponavljamo? Bravo, dokler ne pridejo ekipa nujne medicinske pomoči, oziroma rešilc. Drugič, kako dolgo življamo? Dokler ne zadiha, bravo. Dokler ne zadiha. In tretjič, kako dolgo? Dokler zmoremo. Ker verjamte mi, zelo naporno je, potem boste lahko probali tudi sami.
tako pri gasilci so se učili že. To pomeni, zdaj smo gotovili, kako dolgo oživljamo. Zdaj bom pa jaz pokazal, kako se oživlja en postopek. Dajte mi povedati, kdo ve, kaj je potrebno najprej narediti, ko vidi, ko zagledamo človeka na tleh, da leži na tleh. Prosim. Stečemo s njim, pokličemo pomoč. Ok, dobro, hvala. Povedal je, stečemo k njemu. Zdaj bom pa jaz povedal, to je dobro, samo nekaj si pa pozabil prej. Zelo pomembno je, povedi? Zaščitimo, to smo blizu. Ampak najbolj pomembno, najpomembnejša zadeva je, predno se približamo nekom, ki leži na tleh, da ugotovimo, kaj? Šok. Da ugotovimo najprej, če je varno. Varnost, zapomnite si to, najprej naša varnost. Potem varnost tistega, ki je na tleh in varnost potem še ostalih ljudi. Je to v redu, smo se razumeli, zakaj je važna naša varnost? Lahko je takšen električni kabel z javnega električnega omrežja v njegovi bližini. Kaj bi se zgodilo? Lahko nas ubije elektrika. Lahko je ogenj, zgorimo, lahko je dim, se zadušimo. Kaj se še lahko zgodi? Kakšne so še nevarnosti? Povejte. Eksplozija, plini, smrdi nekaj, sumimo na plin. Kaj še je lahko nevarnost? Lahko se streljajo v bližini, bomo mi tekli zdrav, da nas ubijejo. Ne bomo. To pomeni, karkoli je, vedno si pogledamo okolico, kjer se nahaja tisti, ki leži na tleh, če je za nas varno. Potem, kaj je potem? Varno smo gotovili. Nikoli se ne približamo človeku, ki je na tleh z te strani vrha glave. Zakaj ne? Kdo ve? Ne. Nikoli se, poslušajte, nikoli ne vemo, če je ta človek v nezavesti ali je pri zavesti. In če bi bil slučajno pri zavesti, pa ima poškodovano vratno vretence in človek mahinalno obrne glavo, ko opazi neko senco, da se mu približuje, ker hoče videti, kaj se mu približuje. Ne vede, bo lahko obrnil glavo in kaj se bo zgodilo potem. Ostane invalid ali kaj? Umre celo, tako. To pomeni, vedno se človeku, ki je na tleh, približamo, to si velja zapomniti, z strani, s katere nas on opazi. Dobro, zdaj smo prejeli varnost, približali smo se človeku s te strani, da nas lahko opazi. Kaj naredimo zdaj? Pokleknemo njemu ob bok in zdaj bomo šli ugotavljati kaj. Kdo ve, kaj bomo zdaj ugotavljali, ko smo pokleknili v njegov bok? Če diha. Bravo, odlično, ampak najprej še nekaj drugega bomo ugotavljali. V kakšnem stanju je, bomo zdaj ugotovili. To pomeni, če je pri zavesti ali ni pri zavesti. Če je odziven ali ni odziven. To bomo pa naredili tako, da ga bomo rahlo stresli za ramena, nepremočno, rahlo, in ga glasno nekaj ogovorili, karkoli. Gospod, a ste v redu? Ga verjetno bomo vprašali, ker ni v redu, če je bil na tleh. Karkoli ga bomo govorili, sicer bo v redu. Če ne zazna našega glasu, če ne trzne, ga lahko ščipnemo za uho, za prst na roki, da izzovemo bolečinski dražljaj, oziroma da vidimo, če ga je kaj zabolelo. Če ni nič od tega, smo pa ugotovili, kaj potem. Da je neodziven. Če pomeni, da je neodziven, da je kaj? Ne še mrtev. Da je v nezavesti. Bravo, en aplauz za vse nas. Ajde, gremo. Veliko znanja imamo. Bravo, dobri. Bravo. To pomeni, zdaj smo ugotovili, da je neodziven, da je v nezavesti. Zdaj bomo pa poklicali. Koga bomo pa zdaj poklicali? Ne še. Jaz govorim po protokolu. Še ne. Lahko, nič napako ne boste naredili, če boste že poklicali reševalce. Ampak najprej bomo poklicali koga? Soseda. Zakaj pa soseda? Lahko soseda. Dobro, se nisi veliko zmotil. Dobro, vredu. V glavnem pokličemo najprej mamo. Ne mamo. Najprej pokličemo na pomoč. Ajde, gremo zdaj vsi zakričati na pomoč, da vidim, če obvladate, če znate. Gremo vsi skupaj. Na pomoč! Bravo, 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 modemo. Bravo, nagradimo se, super ste bili. Pokličemo na pomoč. Zakaj pokličemo na pomoč? Da nam nekdo pride pristopi od tistih, ki hodijo blizu, ali da nas bojo slišali in da bo pristopil zraven.
Samo malo. Mi ne čakamo sedaj, če bo pomoč prišla ali pomoč ne bo prišla, ampak začnemo kaj? Začnemo pa zdaj? Ne še uživati, mi še zdaj ne vemo, če ima srčni zastoj. Ne še, čakaj. Mi bomo najprej zdaj ugotovili, če gre za srčni zastoj. Mi, laiki, ugotavljamo srčni zastoj na podlagi odsotnosti dihanja oziroma nepravilnega dihanja. Zakaj sem rekel nepravilnega dihanja? Je kdo slišal izmed vas za agonalno dihanje oziroma tako imenovano predsmrtno dihanje? Ne. To je nekako tako, gledajte. To ni pravilno dihanje. To je predsmrtno dihanje oziroma agonalno dihanje, ki ga ne smemo zamenjati za pravilno dihanje. Če stoj nastane v 40 primerih ob srčnem zastoju. Tako da ne bi menjali. Človek mora pravilno dihati. Če bomo ugotovili pravilno dihanje, ne gre za srčni zastoj. Če pa tega ni, gre za srčni zastoj. Profesionalci oziroma poklicni reševalci pa ugotavljajo še delovanje srca z tipanjem karotidne žile na vratu. Mi, laiki, pa ne, vi pa samo na podlagi smo rekli odsotnosti dihanja ali nepravilnega dihanja. Zdaj bomo ugotavljali dihanje, če je dihanje ali ni dihanje. Glejte, najprej postavimo eno roko na čelo, z dvema prstoma primemo zakoščeni del brade in nežno zvrnemo glavo nazaj. Ne prijemamo z roko za vrat, ne prijemamo z dvema prstama za mehki del vratu. Zakaj? Ker človeku je že tako težko. Zdaj ga bomo pa še davli, pa dušili. To pomeni zelo pomembno. Dva prsta zakoščeni del brade. Pritisnemo navzgor z roko, ki držimo na čelu, pritisnemo dol in zvrnemo glavo nazaj. Zakaj smo pa zvrnili glavo nazaj? Kdo ve? Bravo, bravo, da se ne zaduši. Človek opade v nezavest, takrat se mu sprostijo vse mišice na telesu. In med mišicami, ki so se sprostili, se sprosti tudi jezik. In ko se jezik sprosti, pade nazaj in zamaši dihalno pot. Zato, ko mi zvrnemo glavo nazaj, jezik pade stran z dihalne poti in on lahko diha. Zdaj, gledajte, palcem prost, lahko premusta, pogledam, če ima v ustih kakšen tujek. Kakšen kol predmet, takšen. Če vidimo tuje globije v žrelu, ga pustimo pri miru, da ga ne bi pritisnili še globije. Če ga vidimo pri vrhu, ga ven, lahko kakšen protezer, kakšen takšni bo. V našem primeru, kako da nima tujka. Približamo glavo k njegovim ustom in z ušesom poslušamo, če slišimo dihanje in če čutimo sapo na svojem licu. Hkrati imamo glavo obrnjeno proti prstnem košu, da opazujemo, če se prstni koš dviguje ali spušča. Če nič od tega ni, smo ugotovili odsotnost dihanja oziroma zastoj, srčni zastoj. Če ni dihanje, tudi srce ne deluje. Zdaj pa pokličemo to, ko ste rekli na začetku, profesionalce oziroma ekipo nujne medicinske pomoči oziroma rešilca. Kako ga pa pokličemo? Mobitele imate verjetno vsi zdravi. Kako pokličemo? Povej. 112. Bravo! 112. Ponovimo vsi. Pokličemo kaj? 112. In kdo se nam bo oglasil? Ne še? Ne, na telefon se nam oglasi operater na regijskem centru za oživljanje v Brežicah. Ki pa to je? Kdo ve? Pri gasilcih v Brežicah oziroma pri stari policiji na cesti Svobode. Tam se nam bo oglasil. Pol minute bomo porabili, da bomo mu razložili, kaj se je zgodilo, kje se nahajamo in tako naprej, da sumimo na zastoj srca. On nas bo prevezal na operaterja na urgenco. V Brežicah sicer na urgenci, ker je mala urgenca, ni operaterja, ampak se bo oglasila zdravnica, dežurna zdravnica, tehnik, zdravstveni ali karkoli, nekdo tam. Bomo pol minute porabili, da bomo še enkrat razložili njemu isto zadevo, kot smo operaterju v prvem klicu. 1 minuto smo zamudili. Rešilc porabi za izvoz. Koliko? 1 minuto. Sta 2 minute. Zdaj mi pa povejte, koliko bi potreboval še rešilc, da bi se pripeljal iz Brežice v Dobovo. Kaj pravite? Koliko? 50 minut, ali 5 ali 10 minut. 5 ali 10 minut. 5. 2 minuti. 9. Aha, 9, ja.
Gledajte, ne vemo koliko, vsi imate prav. Idealno bi bilo, če ni zastojev na cesti, če je cesta suha, če ni prometna, bi bilo idealno kaj? Nekje 4 minute. Dajmo dodati, ajde 5 minut. Zgubili smo 2 minute, 2 minuti, še 5 minut, to je 7 minut. 7 minut bi potreboval rešilci oziroma profesionalci, da pridejo sem. Mi smo pa rekli na začetku, se spomnite, kdaj pričnejo možganske celice odmirati, ker nimajo kisika? Po 4 minuta, bravo. Po 4 minuta pričnejo možganske celice odmirati, po 10 minutah so pa dokončno mrtvi. Če pride rešilci v 7 minutah, sem profesionalci, oni ga dobijo še v stanju, kjer ga lahko živijo, ampak možganske celice bo, oziroma možgani bo že lahko poškodovani. To pomeni za nas bo bistveno, da mi že počnemo nekaj, da oživljamo, ne, ko oni pridejo. Ok, zdaj pa kaj? Kliče 112, kaj poveš, ko si poklical 112? Jaz sem že povedal. Glasno, kak? Bravo, kak? Kje si? Pa koliko Kdo si? Pa kaj? Koliko je poškodovancev, pa kak? Bravo. Bravo. Ja, številka že. To bravo, zdaj si imeti tudi nekaj slova. Odlična sta oba. Recimo, če se to zgodi pri vas na vasi, v Dobovi, kjerkoli druge na vasi, v Dobovski krajevni skupnosti, dobro bi bilo, če nekoga pošljete na cesto, da že rešilcu maha oddaleč, da rešilc vidi, kam iti. Čeprav obstajajo, bodo rekli GPS, vse te zadeve. Ampak kakorkoli dobro je na cesti, da nekdo maha, da rešilc ne izgublja časa. Dobro? Zdaj smo, mi smo ostali pri tem, da smo gotovili odsotnost dviganja, oziroma da gre za srčni zastoj in da pokličemo 112. Mi moramo pa zdaj začeti z oživljanjem. Kaj naredimo? Slečemo. Bravo. Bravo, slečemo. Punco, žensko, tudi slečemo, ne? Seveda, vsakega človeka slečemo. In zdaj, kaj naredimo? Kam pa začnemo pritiskati? Sem na trebuh? Na glavo? Kje pa je srce? Pokaži. Tle, bravo. Srce se nahaja pod prsnico. To pomeni, gledajte, tole je prsnica, od tod do tod gre prsnica. Pritiskamo pa na sredino spodnjega dela prsnice. Če je polovica prsnice to, polovica spodnjega dela prsnice pa to. Ste videli? Med dvema bradavicama, recimo. Če nekdo tako suh, kakor je ta, ni treba nič meriti, ki bo pritiskal že vidite med bradavicama. Če gre za kakšnega obilnejšega človeka, moškega, karkoli, je že težje. Bomo lahko ugotovili mesto pritiska tak, da en mezinc pritisnemo na sredino ključne kosti, drug mezinc na konc reber in naredimo tako kot vi z šestilom v šoli. Gledajte, sem našel mesto pritiska? Sem. Tudi, če imate krajše prste, pa najdete sredino. Če imate daljše prste, sredino križamo prste. V redu? Kako lahko še ugotovimo mesto pritiskov? Da potipamo, kje je konc prstice, damo 2 prsta tako in smo našli mesto pritiska. Mesto pritiska poznamo zdaj vsi? Vsi? Poznaš mesto pritiska? Poznaš, kje? Pridi sem, pokaži, prosim. Ne, ti. Pridi, pokaži, kam bomo pritisnili. Tak ti ime. Klara, kje bomo pritiskali na srče kam? Bravo. Za Klaro en aplauz. Bravo. Kaj še moramo vedeti? Mesto pritiskov poznamo. Kaj moramo še vedeti? Kak pritiskamo, kaj to meni kak? Kak je treba dati roke? To meni gremo najprej to, kak si misla hitrost? Kak bo roke postavljati? Roke, ok. Gremo prvo za hitrost povedati. Kak pritiskamo? Pritisnemo enkrat. Pogledamo okrog, če nas dopazuje, pritisnemo drugič. Kako? Tako? Ne, ni to prehitro. Tisto prepočasno prehitro. Kako? Naprimer... Ja, tako, malenko hitro. Pritiskamo od 100 do 120 pritiskov na minuto. Od 100 do 120. To je malo manj kot 2 sekunde. Če gremo skupaj 4 sekunde, gremo vsi skupaj. Nič, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi smo rekli malo manj kot 2 krat na sekundo. To meni skoraj enkrat hitreje. Gremo probati.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, to je pravi tempo oziroma hitrost pritiskov. Super. Zdaj vemo hitrost, poznamo mesto, ne vemo pa še tako globoko. Kako globoko? Kdo bi to vedel? 60, česa 60? Centimetrov. 60 centimetrov. Gledajte, pritiskamo, bom jaz povedal. V povprečju 5 cm globoko, vendar ne več kot 6 cm, kaj praviš? Ne več kot 6 cm, dobro. 5 cm v povprečju, vendar ne več kot 6. To je nekaj takšnega. Zdaj, ko mi pritiskamo, če ne boste vadili na lutki, boste težko dobili občutek globine pritiskov. Zato imamo mi lutko, da na njej treniramo. Če je otrok, ki ima pa različno debelino prstnega koša, pa pritiskamo 1/3 debeline prstnega koša. Naprimer pri vas, bi recimo ocenili, koliko je 1/3 prstnega koša, toliko bi mi tudi globoko pritiskali. Zdaj pa še kako postaviti roke, smo rekli, ko sem rekel, da bomo kasneje povedali. Kako, bravo, pritiskamo s tem delom roke, s tem delom, katero roko postavite na mesto pritiskov, katera vam bolj odgovarja, z drugo roko preprimete prste in jih dvignete gor, zato da s prsti ne pritiskamo na sosednja rebra. In nagnemo se z rameni pravokotno. Vete, kaj pravokotno pravi, kot ste se učili v šoli že? Evo, gledajte, pravokotno na mesto pritiskov. Zakaj pravokotno? Zato, da pritiskamo na prstni koš s težo svojega telesa. Ne z močjo, ampak s težo svojega telesa in ne smemo upogibati komolcev, ker pol bi z močjo pritiskali, pa bi se prehitro trudili. To pomeni komolci zravnani, ramena pravokotno na mesto pritiskov in gremo. Zdaj vam bom pa jaz pa pokazal 30 000, 2 piha, da boste videli, kako to izgleda. Gledajte, tukaj boste me lahko spremljali. Gledajte, ko jaz pritisnem, to je v milimetrih, gre 10 mm, 20, gledajte dobro. In tu boste vi lahko, bore prije do 5, da bo idealno. Vi me lahko spremljate, če bom dosti globoko pritiskal. Tukaj tale kazalcu pa kazal, če sem dosti vpih naredil. Vpih naj bi bil 0,6 litra izdihanega zraka v njegova pljuča, ampak to ne pove vam nič. V glavnem, kako vpihnemo, to smo, nismo povedali na začetku, kako vpihnemo v pljuče. Pokaži, kako? Kako vpihnemo? Ti pokaži. Kako? Aha, tako, dobro, gledajte. Kaj pa da razkrojaš usta pa? Ja, tako. Prvič, zaobjavimo za svojimi ustnicami njegova usta tako, da nič ne gre zraka mimo. Zvrnemo, tako smo že pokazali, glavo nazaj in odpremo s palcem usta. Zvrnemo glavo zato, da sprostimo dihalno pot, da jezik pade stran z dihalne poti, smo rekli. In potem damo na usta in potem pihnemo. Tako? Tak? Bravo, ne. Kako? Kako? Kako pa? Ajde, kako? Bravo. Kako? Ja. Tako, pihnemo tako, toliko zraka, kakor mi običajno tudi sami dihamo. Mogoče malenkost več, pa kaj bolj. Poglejte za to. Gremo skupaj, 2 piha na dih. Gremo skupaj, gremo. Ajde, zajamemo zrak, pa nežno pihnemo. Ajde, gremo. Pa še enkrat počasi, gremo. Tako, 2 piha smo naredili in gremo v kise delati. Več kot 10 sekund za 2 piha ne smemo porabiti. Če smo se zmotili in smo videli, da nismo dobro vpih naredili, da se prstni koš ob pihu ni dvignil, spet bolj nazaj, da se prstni koš ni vdihnil, to pomeni, da nismo dobro vpiha naredili. Če ga nismo dobro vpiha naredili, ne poskušamo, ampak nadaljujemo z pritiski. Dobro? Zdaj pa jaz pokazal. Evo. Zdaj 30. Zvrnem glavo, zaprem nos, odprem usta. Se dvignil prstni koš? In nadaljujem. Ste videli? In to počnem, kaj smo rekli. 30 krat tisov, 2 piha. 30 tisov, 2 piha. Razen kje se pa malo razlikuje.
Pri otrocih, kdo je to rekel? Bravo, bravo, pri otrocih. Pri otrocih in utopljencih je pa ta razlika, da najprej naredimo 5 vpihov, potem pa 30 tisoč, pa 2 vpiha, tako kot smo rekli, 32, 32. Najprej pa začnemo pri otrocih in utopljencih z 5 vpihi. Zato, nihče ne bo vedel, zato, ker damo človeku vedno tisto, kar najbolj potrebuje. Utopljenc potrebuje, se je zadušil, ni prišel do zastoja srca zaradi bolezni srca, ampak je prišel zaradi pomanjkanja zraka oziroma kisika. To pomeni, damo mu najprej tisto, kar potrebuje, najprej zrak oziroma kisik. Zato naredimo pri utopljencih in otrocih prvo 5 vpihov, potem pa 32, 32. Smo si zapomnili? Kaj pa pri otrocih, recimo 7 let, 5 let, lahko z eno roko dajemo, ko ima manjši prstni koš pritisken. Kaj pa, recimo, otroku mlajšim od 1 leta? Z 2 prstoma na prstni koš, oziroma prstnico, z 2 prstoma pritiskamo. Dobro, zdaj sem pa nekaj vprašal. Vi imate, recimo, manjša usta od ust odraslega človeka. Ali lahko vi uživljate, recimo, svoje starše, če bi doživeli srečnosti? Zakaj ne? Ker imate premalo usta, res je. To je bravo, zelo dobro ste govorili. Vidim, da mislite in veliko že znate. To pomeni, če bi vi hoteli vpik narediti na njegova usta odraslega človeka, bi šlo vse zrak, bi šlo mimo. Tako. Ampak vi lahko odrasli ljudi uživljate. Tudi za vpihi. Kako? Glej, zvrnemo glavo nazaj. Bravo, kdo je rekel čez nos? Bravo, bravo. Kak je ime? Nik. Bravo, za Nika je napravil. Bravo. To je Nik. Čez nos. Gledajte, zvrnemo glavo nazaj. Ne, zdaj pa tokrat ne odpremo ust in zamašimo nosu. Ampak pritisnemo usta gor, brado gor, da zapremo usta, da so usta zamašena, da ne bi zrak ušel skozi usta ven in vpihnemo skozi nos. Ste videli? To pomeni, ker imate premala usta, lahko starše uživljate tako z vpihi, da vpihnete skozi nos, s tem, da morate potem zapreti njegova usta. Kaj pa dojenčka? Kako se pa dojenčka uživlja? Pri dojenčku ga ima pa manjšo glavo, pa lahko hkrati vpihnemo na usta in hkrati na nos. To pomeni, čeprav ste vi mali, še niste odrasli, ampak razmišljate tako kot odrasli, čeprav vi lahko uživate tudi odrasli ljudi. Pri vtisih mogoče ne boste dosegli globine 5 cm, ampak smernice za uživanje pravijo tako. Če ne moreš uživati pravilno, je boljše, da nekaj počneš, kakor pa da nič ne počneš. Tudi če bojo vaši pritiski manjši od 5 cm, bo boljše, kakor pa da nič ne počneš. Če bo pa kakšno odrasl v vaši bližini, mu boste pa lahko povedali, kako globoko pritiska. Boste znali staršem razložiti? Boste? Vaši starši znajo uživljati, če bi komu zastavilo srce? Bravo, tako je, treba sodelovati. Tako, zdaj pa še nekaj, zdaj bomo pa, to smo vse zdaj povedali. Kaj je pa tole, ko sem prinesel s seboj? Kako? Za srce. Za srce. Zakaj za srce? Tako, da ga strese. Tako. To se imenuje defibrilator. Ja, jaz sem želim, da to ker sem bil kot svoje babici. Babici, tako. Gledajte, to se imenuje defibrilator. Zakaj se imenuje defibrilator? To vam ni pomembno znati, ampak da boste vedeli, zakaj je ta grda tujka, oziroma ta grda beseda. V največ primerih to že pride do srčnega zastoja zaradi tako imenovane ventrikularne fibrilacije. To je grda beseda, to ni treba znati, to vam sam povem tako malo za informacijo. Ventrikuli pomeni stujko prekati, fibrilacija pa, da nekaj vibrira titva. To meni srce ne dela tako, da bi poganjalo kri po žilah, ampak samo nekaj se giblje, tako titra nekaj. In da mi to prekinemo, moramo spustiti električni sunek, oziroma moramo defibrilirati. Tisto je fibrilacija, mi pa defibriliramo. Zato je ta grda beseda defibrilator. Se uporablja pri nas automatic external defibrilator. Ok? Da vedete zakaj. Zdaj gremo pa na defibrilator, kako se uživa.
Imamo, vidite, gledajte, različne defibrilatorje. Mogoče ste slišali od odraslih ljudi, da je to čisto enostavno, da te vse spremlja, da so vse navodila. Jaz sem videl, sem že takega. Takega si videl. Evo, gledajte, jaz sem zdaj prižgal defibrilator. Eni defibrilatorji se prižgajo tako, da odpremo samo pokroj in se vprižgal. Zdaj pa je delal strogo po njegovih navodilih. Jaz sem tudi Poslušaj, to so elektrode. To elektrode so v zavoju. Odpremo. To si naredil. Odkrite zavaj elektrod in jih vzemite ven. Odlepite eno elektrodo od plastične podloge. Odlepite eno elektrodo od plastične podloge. Prilepite eno elektrodo na kožo prstnega koša zgoraj. 2 prsta od ključne kosti. Gledajte. Drugo nalepimo, ni važno katero, drugo nalepimo 4 prste pod pazduhom. Zakaj je to potrebno? Zakaj ne bi sem nalepili? Zato, ker bi šel električni sunek po površini telesa, oziroma mimo srca. Srce smo rekli, da je tukaj, to pomeni, srce mora biti vmes med 2 elektrodama. Je tako? Zato, da električni sunek prepiči srce. Tako, zdaj smo dali tlele in eno tlele. In srce bo prepičilo. Električni sunek bo šel skozi srce. Pri otroku, recimo pri vas, pri tebi, na primer, imaš manjši prstni koš, ker bi elektrode prišle preblizu, bila prišla do kratkega stika. V tem primeru pri takšnih otrocih damo drugo elektrodo na levo lopatico spodaj. Prilepimo tako, pa tole elektrodo lahko približamo prstici. Gledajte, in znova je tako pripravljeno, da bo električni sunek presekal srce. Kaj je še važno vedeti, mi povejte? Kaj pa, če ima tale odrasel človek, moški, če ima recimo dlake na telesu, kaj potem, kaj v tem primeru? Mojih odstraniš. Odstranimo. Kako mu odstranimo? Spuliš, kakor kokoši. Ko jo smo jo barili v vodi, v vredli vodi, pa jo pa spulil. Kaj pa, kako sem? Ti si že pulil kokoši, ne dlake, perje, ne? Dobro, ne. V vsaki opremi pri defibrilatorju naj bi bilo v opremi tudi škarje in britvice. Vzamemo britvico, obrijemo dlake in potem pritisnemo elektrode na prstni koš. Tlele tudi, če ima dlake, šop dlak pod pazduhom, obrijemo, pritisnemo elektrodo. Zakaj? Zato, da je elektroda in koža, da ima odličen stik. Kaj bi se zgodilo, če bi na dlake pritisnili elektrode, da bi sprožili električni sunek? Tako je, scvrlo bi, zakadilo bi se, zaiskrilo bi se, zasmrdelo bi, ampak učinka ne bi bilo dobenega. Električni sunek bi šel po telesu skozi dlake, ampak nekdo mi je že rekel na enem taki predstavitvi, pa bi še enkrat pritisnil. Ne, imamo samo v opremi ene elektrode in potem, ko vidite, to je samo tako lepilo gor, bi se dlake prijele gor, drugič več ne bi mogle držati se kože, ker je bilo veliko dlak na njej. Zdaj pa še nekaj smo pozabili povedati. Kaj pa pri otrocih, pa defibrilator pa otroci? Premočno, tako je, bravo. Otroke od 8. recimo do 1. leta ne oživljamo z elektrodami za odrasle, ampak z elektrodami za otroke. To so pa posebne elektrode. Dobro, otroke mlajše od 1. leta, pa mi lajki sploh ne oživljamo z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem. Dobro, smo se razumeli. Je kakšno vprašanje še pri tej zadevi, da se mogoče jaz kaj pozabil povedati, ali da mogoče vas zanima? Povej. Kako? Mislim, da jih razumel. Ti nisi razumel, ali kaj nisi razumel? Nisem razumel. Kaj nisi razumel? Kaj nisi razumel? Nisem razumel, kako. Kako? Kaj, elektrode ali kaj? Aha. To so elektrode, gledajte, tule je gor lepilo, vidite, tule je gor lepilo, da prime in tudi ena taka snov, ki je prevodnik električnega toka. Vidite, in mi, ko pritisnemo tako kot vinjeto na šipo, mora ne tak, ampak moramo tako, da iztisnemo zrak ven, da ne bi ostali kakšni zračni mehurčki noter, ker polje zrak je pa izolator. Mi pa vemo, da mora dobro tesniti, da gre električni sunek dobro. V redu, zdaj, če ni dobenega vprašanja še glede oživljanja, potem jaz predlagam, da ga stresate, da še sami probate. Boste probali? Ja. Dobro, potem bom jaz dal stran elektrode. Vi
Rajši ne bi oživljali z defibrilatorjem. Dobro? Zato bom jaz elektrode odstranil stran, pa defibrilatore, in boste skušali oživljati brez pihov. Samo z pritiski. V redu? Smo se razumeli? Ajde, kdo bo zdaj... Ni treba vsem probajte tisti, kjer želite. Andrej, ajde prvi. Zdaj bomo naredili tak, eno igrico bomo naredili. Dobro? Lahko jaz posebnica? Lahko, izvoli. Evo. Pa jaz ne bom. Ti boš. Ne, se Dobro, kdo bo zdaj? Potrebujem dva prostovoljca. Jaz ti Andrej. Par potrebujem fanta in punco. Lej, tukaj imamo punco. Kje je punca? Evo jo. Evo jo, eno drobčkeno. Ti pridi. Dobro, pridi. Ti bi tudi? Pa fant, pridi ti sem. Še kjer fant, pa ti, kaj si že tle. Dobro, ok, videl bote zdaj tako. En stoji. Oba se vstanta, ti se odstani. Tako. Zdaj recimo, pojete okrog, ste na sprehodu, pazite enega človeka na tleh, da leži. Prvo ti opaziš, ti počakaj, ajde, ti si ga opazil. Kaj boš naredil? Povej, kaj boš naredil? Enega otroka vidim na svetu. Komu si to povedal? Ne. Ne, nikaj, zraven dobega nikogar ni. Kaj boš naredil? Na pomoč. Že kar kričal bi na pomoč. Ne, najprej smo rekli, da pogledamo, če je varno, če se smemo približati človeku. Potom mi zdaj se pa približati, varno je, približati se človeku. Dobro, prišli s te strani, da ga lahko opazil, če bi bil pri zavesti. Kaj boš zdaj naredil? Kaj boš naredil? Že kar slačil bi, bravo, dobro, ampak ne še ni potrebno. Najprej boš ugotovil v takšnem stanju, je, če pri zavesti, ne zavesti, če je odzivno, ni odzivno. To boš pomeni stresu, da boš za ramena. Ali stresi ga zmeni in ga ogovori. Ja, reče, kaj se ti je zgodilo? Kaj se ti je zgodilo? Kaj se ti je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Nič ne odgovarja, še ščipni ga za oko. Dobro, nič ne trzne, pokliči, zdaj pokličeš, tisto, ko se začetku. Na pomoč! Zdaj pa, kaj ti ime? Tak? Ula pride na pomoč. Evo, Ula, ti si prišla zdaj sem. Evo ga, ti pa kaj, ti ne gledaš zdaj Ule. Viš, ko ima rakunčke, ko bi gledal Ule. Ti zdaj nimaš časa opazovati, gledati okrog, ti boš človeku pomagati. To pomeni, zdaj si ugotovil, da je neodziven, da je v nezavesti. Zdaj boš pa ugotoviti, če gre za srčni zastoj. Počakaj še malo. Na podlagi dihanja. Pridi bližje malo. Glavo nasloni ušesa na njegova usta, nasloni glavo. Ne se ga dotika, tu samo nasloni. Tako. Slišiš dihanje? Kaj greš? Nič. Sapo na licu. Se pravi, se tale prsti pač dviguje, spušča? Ne. To pomeni, ugotovil si, da gre za srčni zastoj. Rečeš Uli, kaj boš rekel? Pokliči mamico? Ne, to pa ne. Kaj boš rekel? Daj mi telefonsko številko? Ne. Kaj boš rekel Uli? Povej. Pokliči 112. Ula, ti kliči 112. Ajde, kliči, pa govori. Ajde, kaj boš povedal? Ti boš zdaj na zvezi operaterstvo glasi. Kaj boš povedal? Čas teče. Ula, čas. 112. Ja, jaz sem 112. Prosim, želite? Kaj se je zgodilo? Kar govori? Kaj se je zgodilo? Zakaj kličete? Bravo, človek leži na tle. Kaj sumite, da gre za srčni zastoj? Pridite, reče. Pridite čim prej. Kam pa ne pridemo? Ne vemo, kam. Reči v Dobovo, v kulturni dom. Dobovo. Kulturni dom, tako je. Zdaj pa prideš še ti, kak te ime? Amar. Kdo? Amar. Amar, pridi, Amar. Zdaj pa ti reči, Amar, teče hitro na cesto, da boš rešilcem pomahal, ko bojo prišli. Dobro, v redu. Ti pa čakaj. Zdaj pa ti zdaj gledaš, ti bi pa zdaj moral nekaj početi. Tukaj so minute zdaj tekle. Tako, zdaj ga pa slečeš. Bravo, gledaj, bravo. Slečeš. Dobro, in začneš oživljati. Če, kak si povedal, kak bomo do tega mesto, prav držiš. Med bradavica, recimo, ajde. Pa nagneš se naprej. Pomoci zravnani, ne zravnani pomoci. Koliko je pritiska? Gre. Dobro, v redu. Glede, centimetr nekaj boljše je, kakor nič. Je v redu tako? Bravo, ok, brado, lahko nehaš. Zdaj pa, kdo bo še želel probati? Ajde, zdaj pa vsak naj proba samo vtisati. Hvala lepa. Ula, kaj ti bi rada pritiskala tudi? Zdaj pa tudi drugi. Ajde.
Ajde, kar pritiskate. Ne, kar dajmo tako. Ajde, pritiskate. Ajde, vsak naj 30krat. Ajde, 30krat vsak. Štejte, na glas štejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne vsi 11, samo jedan. Ti boš te. Ajde, drugi. Tudi, ja bomo razdelili. Dobro, ne treba, pusti, ki se spira. Počaki, strani vedno prihajajo, ne izza njega. Obiskoval, da nam je prikazal postopek oživljanja in bomo tudi vsi mi vedli tista prvi pristop po nesrečencu, a ne? Vemo zdaj, če najdemo nekoga na tleh, kako se bomo obnašali, velja? No, tako, ker je vam že v začetku Roman obljubil, da če boste sodelovali, če boste pridni, da je nekaj vam tudi namenil, zdaj bo pa on to, vi kar sedite lepo na mesti, ker nadaljujemo z našo delavnico, on bo to počasi pospravil in vam bo na mizo vsakmu položil tudi nagrado oziroma nagrado, ki je prinesel s sabo. Mislim pa, da so te nagrade povezane s temeljnim postopkom oživljanja, da boste imeli prikazan tudi v tem brošurci to, kar vam je danes predstavil. Velja? No, vsi na svoja mesta, ker bomo začeli delati. Roman, hvala lepa, pa nagradili ga bomo z enim. Roman, hvala lepa. Naša skupina so mlajši, ampak Odlično, tako je. Super so bili, ne, da priznaj. Tako vsake 2 leti, ko prideš, se malo menjajo, nekaj je še isti. Pazi, to se spravi. To je zelo važno, nota skupina podobila, kako se oživlja. Dobro, da te znali. Lahko staršem doma pokažeš, da boš znal. Dobro? Ledu, evo. Pa da boš išli do agreš, ne, da boš znal oživljati. Zdaj ne greš odlični prav. Evo, pa še to se spravi. To boste videli, kaj civilna zaščita vse počne. Bom pomagala. Dobro? Bom pomagala. Evo, voliš, vej, kaj civilna zaščita, Brežice počne, vidiš. Evo, tebi eno, vej. Lahko brez mese. Tole, vej, to so vsa navodila. Tole dotiksa, to dobite samo vi, ker so bili danes pridni. Dobro? Pa grete kar kupili, jaz sem že gor, da ne bojo